Nekega dne, ko sem še hodil v službo in smo takle sodelavci bili na čiku, pa jaz pravim, da sem se odločil, da bom nehal kaditi. Pa mi pravi en sodelavec, žal danes že pokojni, pri 39, zelo mlad je umrl. Brez veze se, od nečesa pa moraš umreti, brez veze, da boš zdrav umrl. In danes, malo kasneje, v teh letih razmišljam o tem, kaj je takrat on meni povedal in gledam po določenih socialnih omrežjih, da veliko ljudi danes govori o tem, da jim prijatelji, poznanci ali pa nekdo reče, se, od nečesa pa moraš umreti, se ti neš zdrav umrl. In potem sem prišel do ene zanimive ugotovitve. Dragi moji prijatelji, ni odvisno, kako boste umrli. Odvisno je, kako boste živeli, preden boste umrli. Ker umrli bomo tako ali tako vsi, oziroma šli iz tega sveta, fizično bomo šli v drugi svet, ali kako pač pravijo, vse je to vseeno. V glavnem, pomembno je, kako bomo mi preživeli, preden bomo zapustili ta fizični svet. Zdaj, ali bomo ta čas porabili za to, za kar smo bili namenjeni, da ga bomo uživali z otroci, vnuki, pravnuki, mogoče celo prapravnuki, se z njimi igrali, jih vozili na sprehode, na kakšne dogodke, karkoli, ali pa bomo ta čas, pa denar, ki ga imamo, ki smo si ga prislužili, morali namenjati za to, da bomo hodili okoli doktorov, pa kupovali tablete, pa operacije, pa bolnišnice, pa čas zapravljali za to, pa mogoče še čas in energijo koga drugega, ker sami ne bomo zmožni. Tako da, ne gledati na to, kako boš umrl. Hvala Bogu, če boš zdrav umrl, pridejo po tebe pa te odpeljajo, kot pa da zadnjih nekaj let, 5, 10, 15, nekateri celo več, pretrpijo v neznosnih bolečinah, v neznosnih izzivih in tako dalje. Zato se gre, zato je treba danes razmišljati o tem, ne takrat, ko se zgodi. Kajti tista misel, ki je tudi pobrana iz Facebooka, pa še danes ne vem, kdo jo je napisal. Ne morem najti več, nikjer ni napisano, kdo je avtor. Ampak rekel je, nauči se ceniti to, kar imaš, preden te bo čas naučil spoštovati to, kar si imel. Zelo dobra misel in vse dobro vam želim.